Na prazničnem večeru smo se preteklo nedeljo poklonili 5 desetletjem negovanja slovenske glasbene dediščine in ohranjanju tradicije lovske pesmi Lovskega pevskega zbora Medvode in se sprehodili skozi čas. Leta 1976 je 13 pevcev, ki so bili istočasno člani lovske družine Medvode, nekaj lovcev in njihovih prijateljev petja, podpisalo listino, s katero je bil ustanovljen moški pevski zbor Lovske družine Medvode. Kasneje se je preimenoval v kulturno društvo Simonjenko, Lovski pevski zbor Medvode. Svoj prvi jubilejni koncert so zapeli 10 let kasneje, prav tako v kulturnem domu Medvode, takratni Svobodi. Kje je res en lep krog je sklenjen, uživamo še vedno in si želimo ustvarjati še naprej. Jubilejni koncert za vami, občutki ob tem? Ja, zelo lepi, ko vidiš odziv publike, ko se ozreš na pot nazaj, so res lepi občutki, enkratni. Prehojena 50-letna pot Lovskega pevskega zbora Medvode je zares bogata in polna nepozabnih dosežkov in spominov. Zbor je izdal 2 samostojni kaseti leta 1983 in leta 1995, sodeloval pri snemanju videokasete Lovstvo na Slovenskem, leta 2002 so se podpisali pod svojo prvo zgoščenko z naslovom Domovini, drugo Slovenecem pa izdali ob 40-letnici delovanja. V 90-ih letih se je zbor uvrstil na zaključni koncert najboljših ljubljanskih pevskih zborov slovenskih filharmonij, s petjem in igro pa večkrat obogatil tudi medvoško gledališko sfero, impozanten je bil predvsem Divji lovec leta 1994. Dvakrat leta 1996 in nato še 2021 je zbor v Medvodah gostil vseslovensko srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov, nastopili so tudi v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Nepozabni sta bili 8-dnevna turneja po zahodnji Evropi ob njihovem srebrnem jubileju leta 2001, ko so prepevali slovenskim društvom, ter nato še 7-dnevna turneja, ki jih je leta 2010 popeljala po državah Zahodnega Balkana. V 5 desetletjih delovanja se je nabralo nešteto javnih nastopov, samostojnih koncertov, pevskih izmenjav, vsako leto nastopajo na različnih kulturnih in drugih slovesnostih. Kjerkoli so zapeli, so nastopali kot ponosni promotorji občine Medvode, poznanstva in prijateljstva, ki so jih uspeli navezati, pa negujejo še danes. Tako so bili za dolgoletno uspešno delo in promocijo občine doma kot tudi po svetu odlikovani že s plaketo občine Medvode, prejeli pa so tudi najvišje priznanje Občinske kulturne zveze Pletenico. To je, bom rekel, ko te tako spomni, moderatorka, kaj vse smo doživeli, je enkratno, nepozabno, spomini privrajo na dan. Polno. Jaz se počutim izredno lepo. Doživel sem marsikaj s tem zborom v tem desetletju. Smo šli precej naokrog, recimo zdaj ne toliko več v tujino, ko so prej hodili, ko so bili mlajši, so bili tudi bolj živahni glede tega, Zdaj malo trpijo vožnja pa to. Čeprav v Split je bilo dosti dolgo, ampak smo kar ustrajali, pa kar lepo je bilo. Tako da meni je bilo tem zborom kar lepo delati. Zbor je na svoji poti zamenjal le nekaj zborovodij, na prelomu stoletja in v zadnjem desetletju jih vodi Milan Bajželj. Ja, jaz sem izredno zadovoljen, izredno vesel, sploh pa zato, ker so se odzvali vsi prejšnji pevci, Tako da zbor me bolj mogočno zveni. Čeprav bi čestitil tudi našemu osnovnemu, to se pravi te naši 13-tici, da so vztrajali z mano. Jaz sem tukaj 1 desetletje in to je že kar veliko. Tako da bomo videli, kako v bodoče, to pa še ne vemo. Na jubilejnem koncertu so nastopili tudi gostje, citrar Tomaž Plahutnik, ki je s pevci delil tudi zahodnoevropsko turnejo, ter pevki mezzosopranistka Agata Vovk in sopranistka Manca Grmek. Nato pa so se sedanjim pevcem v drugem delu večera pridružili še mnogi nekdanji pevci. Skupaj so tako sestavili številčno skoraj 30-člansko zasedbo na odru Kulturnega doma Medvode, ki je spomnila na zlata leta njihovega ustvarjanja. Jaz sem bil sicer član Lovskega pevskega zbora od
leta 1991 do 2010, torej 19 let, polnih 19 let. No in nek triumf ali pa najlepša leta so bila pa tam 2000, 2001, pa mogoče 3, 4 in tako naprej. So bili tudi pevci zelo na vrhuncu, kar nekaj solistov je bilo v zboru in takrat je bila tista slavna turneja za 25. obletnico Lovskega pevskega zbora, 8-dnevna turneja po Evropi, Nemčija, Belgija, Nizozemska, Luksemburg, Francija, skratka nekaj čudovitega in kadar se srečava s takratnim pevovodjem Janezom Čadežem, najprej mu rečem, da to je bilo pa najlepše obdobje. V tistem obdobju je zbor vodil Janez Čadež, skupaj le nekaj manj od 25 let. Spomini so res lepi, že ko sem prišel med te pevce, sem se počutil zelo dober, zelo lepo so me sprejeli in tudi ekipa je počasi zrasla v eno tako dobro pevsko zasedbo, da sem res užival v delu v Medvodah in tudi mislim, kot amaterski zborovodja, da sem s tem lovskim zborom dosegel skoraj vse, kar se en amaterski zborovodja lahko zaželi. Z bogato popotnico uspehov, prijateljstev, koncertov, priznanj in odpetih pesmi doma in po svetu na prelomu stoletja smelo stopajo novim izzivom naproti. In poglavitni v novem obdobju bo, kot kaže, kako pomladiti kader in s tem zagotoviti nadaljni obstoj zbora. Ja, želje siguran so, volja tudi, leta se pa nabirajo, tako da si želimo predvsem mlajših pevcev, in te mlade bomo poskušali še nagovoriti, da se nam pridružijo. Vztrajati naprej. Tako je. Praznični večer je bil tudi odlična priložnost za podelitev JSKD-jevih Galusovih značk, ki jih prejmejo posamezniki za aktivno udejstvovanje na področju ljubiteljske vokalne glasbe. Bronasto Galusovo značko za več kot 10 let glasbenega udejstvovanja sta prejela Boštjan Viduč in Janez Šubic. Zlato Galusovo značko za več kot 30 let udejstvovanja Tone Zgonec, častno Galusovo značko za 40 let in več glasbenega udejstvovanja pa sta prejela Janez Vreček in Rudi Zevnik.